Po hladnejšem aprilu in pa maju, ki je pričakovan pridelek paradajza potisnil še v junij, smo končno tu, ko so se prvi paradajzi začeli lepo barvati na rdeče. Danes smo pogledali te pridelke in ker se bližamo že poletju, smo dotaknili še teme zračenja samega rastlinjaka in pa tudi zaščite pred plesnijo. Tole bo prvi senzorični test. Se pozna, da smo malo neučakani, mičken je še zelenkast tole pripaslo, ampak neprimerljivo dober napram vsem kupljenim paradižnikom in ko mi čakam, da še malo bolj pordeči in bo to to. Tile češnji paradižniki so res te najbolj zgodni. Treba bo počakati, da se celi grozdi obarvajo rdeče. Bi rekla moja stara mama, da se treba s potrpljenjem namazati, torej potrpežljivosti. Nucamo v tem trenutku in pol začnemo za polno jih uživati in jesti. In ko se bližamo teh poletnim dnem, ki so mičken bolj temperature že višje, pa je zelo pomembna tema zračenje. Do sedaj, ko so bile temperature čez noč tam pod 10 stopinj in čez dan komikrat tako čez 20 stopinj, se je zračilo samo na sončne popoldneve. Pomeni, ko je bilo sončno na 20 stopinj, zaradi tega, da je kakšna rosa pa vlaga, ki se nabere v rastlinjaku, se usušila, pa da je veter tako malo tresel te cvetove paradižnikov, da so se oprašili. Čez noč pa obvezno zaprto, da čim več toplote shranimo noter. V praksi nam pomaga tale motorček in pa timer, ki je zvezan na zunanjo temperaturo. In vsakeč, ko je temperatura višja od 20 stopinj, se tale odpre, ko pa je nižja od 20, se zapre ta desna stranica rastlinjaka. Čisto prvo leto, ko smo imeli rastlinjak in bil noter paradajz, nismo imeli še tega sistema, smo odpirali ročno in smo enkrat pozabila, da ni odprto in je bilo zunaj 30 stopinj, sončen dan in pridemo ob 4 popoldne v rastlinjak in se je paradižnike kar ožgalo, ker tako beli ratajo in oveneli, tako nagubani in zelo veliko pridelka smo takrat zgubila. In od lani nama pač je tole res v pomoč, že v pomladnih mesecih in posebej poleti. In vsako noč se zapira, razen takrat seveda, ko je zunanja temperatura še zmeraj višja od 20 stopinj. Zakaj se rastlinjak polet še zmeraj čez noč zapira? Je en zelo pomemben razlog in sicer nočemo vdor, recimo nočne megle, ali pa če pride kakšna nevihta in se tudi ozračje ohladi, da se tista stranica, ki smo jo prej videli, res zapre, ker povečana vlažnost predstavlja veliko nevarnost za razvoj plesni. In dve različni plesni sta strah in trepet vseh nas vrtnarjev, ki vzgajamo paradižnik. Prva plesen je Alternaria solani, oziroma zgodnja plesen, v angleščini early blight, ki se pojavi že takrat, ko je zgolj nekaj ur moker ali pa vlažen list. Prisotno je pa vse posod v ozračju, ker je zelo težko preprečiti kakršnekoli drugače na nek sonaraven način in pojavlja se bolj zgodaj v letu, zato tudi to ime zgodnja plesen. Druga plesen pa je Phytophthora infestans, oziroma pozna plesen, bolj poznana tudi kot krompirjeva plesen, se pa razvija na paradižnikih ob pogoju, ko znotraj 48 ur, torej 2 dneh, je temperatura višja od 10 stopinj in je od tega 46 ur vlažnost višja od 75%. To pomeni, neko imamo deževno obdobje, 2-3 dni in takrat se nam lahko pojavi
plesen na paradižnikih. Nekaj drug pogoj oziroma neke mejne vrednosti je pa, da v tem obdobju teh 48 ur in više temperature na 10 stopinj imamo pa dvakrat po 11 ur vlažnost više od 90%. To je pa recimo kakšna megla po noči, lažja težava. Zaradi tega rastlinjak zapiramo in tudi v splošnem zaradi tega je zelo veliko paradižnikov, predvsem v Sloveniji, pokritih z vsaj neko streho ali pa se jih vzgaja v rastlinjaku. Z rastlinjakom imamo tako najmanj dve zelo pomembni koristi. Prva je zgoden pridelek, druga pa je zaščita pred plesnijo, ko ustvarjamo neko bolj suho in toplo mikroklimo. Hvala za spremljanje in uživajte v vrtnarjenju še naprej. Zdaj sem pojel sam, ne? S potrpljevolom namazati, ja. To je največja čebela v Sloveniji. Divja. Divja. To ni sršen. Alternaria solani. Alternaria solani. Prva je Alternaria solari. Solani. Solani. Alternaria. Prva je Alternaria solani. Ja? Alternaria solani. Alternaria solani. Alternaria solani. Oziroma neke te fin.